Zakaj vztraja pri tem, da se je ustrelil z kalašnikovko? Ponavadi, če se ustrelijo s puško, se ustrelijo v brado, ponavadi pod brado ali pa mogoče v srce, če se nagnejo nad orožje, nikakor pa ne, da bi se v sence. Že sam način raziskave tega dogodka je bil, po domače povedano, šlampast. Da je neki slučaj oziroma spoznanj, ki sem jih takrat doživel, pa vendarle navezuje na možnost, da Blaž ni naredil samomora. V glavnem smo se takrat ukvarjali z nezakonitimi posli. Trgovina z orožjem je bila ena primarnih dejavnosti. Orožje je bilo prodano, bilo je tihotapljeno, kršen je bil mednarodni embargo. Bilo je prodano za 2-krat, 3-krat dražje, kot je bilo vredno. V imenu države to počeli zelo visoki funkcionarji državnih organov, ministri, šefi vojaških obveščevalnih služb, civilne obveščevalne službe in tako naprej. 10-12 ljudi je bilo tako posvečenih v ta krog, da so bili takrat oziroma smo bili nad zakoni. Nedeljski dnevnik se je zgodbo vojaka Blaža Furjana srečal po knjigi sestre Barbare, ki je postavila 77 vprašanj. In čisto vsaka od teh 77 vprašanj je bil res utemeljen sum, da tam nekaj ni bilo v redu, preiskava ni bila v redu, okoliščine so bile sumljive, vse je bilo navzkriž. Tu, gledajte, se preveč stvari in preveč zgodb je, da bi bil lahko veren pri eni taki zadevi, kot je uboj tega vojaka. To je velik madež za slovensko vojsko, za tožilstvo in za slovensko državo v celoti. Dokler ne bo primer Blaža Furjana dokončno rešen, ne bo mogoče trditi, da je Slovenija pravna država.